Kriptovalute so šle gor. Še pred kratkem je bil Bitcoin okoli $15,000, zdaj je pa že okoli $23,000. To pomeni okoli 70% skok. Se pravi, če bi nekdo od te kriptovalut Bitcoin kupil pred 3 tednem ali pa 1 mesecem, bi naredil 70% dobička. Ampak to je zmeraj tako, za nazaj je lahko biti pameten in smo vse vemo. No, jaz sem pa ravno v Mariboru, sem rekel, grem pa še do Martina, ki je strokovnjak za kriptovalute in ga bom par teh stvari povprašal. Tako da, Martin, pozdravljen. Lep pozdrav vsem. Naj Martina čisto na kratko predstavim. Ti se s kriptovalutam že dolgo časa ukvarjaš, imaš seminarje na te teme, webinarje. Na seminarju sem tudi jaz bil in je zelo realen, bom rekel. Ne? Ni to tisto, ki vsi samo tu bo vse sam gor šlo, ti zelo to realno poveš. Mi da smo tudi že posnela en takle video, bom v opisu tega videa imate povezavo do tega, da si tudi lahko pogledate, ki je zanimiv, poučen. Jaz mislim, da bi ga mogel vsak pogledati, ki se ukvarja s kriptovalutami ali pa ki se ima namen začeti ukvarjati. Tako da to si tudi bolj pogledajte, ko boste tega pogledali. No, zdaj pa kar Martin, dam te besedo, povej, kaj se je to zgodilo zdaj. Prej smo bili priča zelo velikem padcu Bitcoina, zdaj pa zelo velikem rasti in najbrž gledalce najbolj zanima, kaj sledi, kaj ti predvidevaš. Ja, v bistvu lepota je v tem, da smo v kriptovalutah že vse videli. To nič ni novega in to vedno poudarjam. Tudi ko si bil ti na delavnici, izvajam delavnice zdaj 6. leto, torej od 2017. leta od začetka in v tistem letu je bila podobna zgodba kot zadnje 2 leti. Takrat je Bitcoin šel s 1000 na 20.000 v enem letu, naslednje leto je pa se pričel padec in potem je sledilo leto in pol padanja do 3000, zatem skok na 14.000, pa spet na 7.000, 9.000 in z 9.000 na 40, 69 in potem seveda popravek. In torej nič ni novega se zgodilo in to ljudem ponavljam, ker prepozno ljudje se zbudijo. Ljudje več se zbudijo, ko so cene že visoke, ko so rekordne. Dobra novica je, zdaj niso rekordne, to niso rekordne cene. Imamo pač odboj od enega dna in do tistega cene, ki je bila prej 69.000, je še daleč. Ne? To zdaj ne pomeni, da gremo naenkrat navzgor do 69.000, ampak poanta je v tem, da v kriptu in v vseh drugih investicijah dejansko imaš 3 scenarije. Ali bo ostala cena približno ista, ali bo padla, ali bo pa zrasla. In dobra stvar je, da če se kolikor toliko spoznaš, lahko predvidevaš vse 3 scenarije in se na njih enostavno pripraviš. Dejansko večina ljudi je zdaj zamudila nizke cene, zato ker preprosto ne razumejo, da če cena pada investicije, ki je sicer zaželena, je to kot popust v trgovini, pač kupiš nekaj dobrega po ceni. Ne? Ker predvidevaš, da bo projekt preživel in šel navzgor. Ljudje so pomešali stvari. Propadla je na primer FTX borza, to je borza, to ni Bitcoin, ne? Ni propadel zdaj vsi kriptoprojekti, propadel je en projekt, kriptoprojekt Terra Luna in to so bili šoki, tako da smo dejansko prišli veliko hitreje do enega relativnega dna, od katerega imamo sedaj odboj. Torej, nič novega se ni zgodilo, šli smo z rekordov do dna, od katerega imamo sedaj odboj. Torej, ni vprašanje pravo, ali bo šla od tukaj cena iz 23 na 42, z 42 na 69, pol pa na 100.000 ali više. Vprašanje je, ali znamo mi biti pripravljeni na to, da tudi pade in znamo to izkoristiti v svoj prid. In če zraste, ali znamo in pravo strategijo imeti, da že del dobička iz tega ven potegnemo. To je v bistvu tisto pravo vprašanje. No, sem tisti, ki je vse svoje prihranke vložil v kriptovalute, ne, tam pri 30,
On zdaj nima denarja, da bi to vlagal, ne? To je eno osnovnih pravil, cost average effect, se pravi, nikoli ne vlagaj vseh jajc v eno košaro, nikoli ne vlagaj vseh investicij vsega denarja v eno investicijo, nikoli naenkrat, nikoli se ne prepusti čustvom. Tako da tisti, ki so nažalost vse naenkrat vložili, bodo pač morali še malo počakati, ni več tako daleč. Ne? In preprosto na delavnicah opozarjam. Kriptovalute so špekulacija, vse kriptovalute so špekulacija, nekatere so pač bistveno više kot druge. To je svet, v katerem so takšna nihanja cen zelo pogosta in izrazita. In ravno zaradi tega moramo biti pripravljeni in vedeti, kaj želimo s tem doseči, kaj želite vi doseči s tem, da boste šli v kriptovalute. Da boste zdaj dali, na primer, nek denar, če mislimo, da bomo kar dali in kar pobirali dobičke, ne bo šlo. Preprosto moramo imeti nek scenarij. Tudi če bi ste zdaj sanjsko išlo, da bi zdaj, na primer, šli v kriptovalute, ko smo še vedno daleč od rekordov in počakamo, na primer, 2 leti in dosežemo nove rekorde in, na primer, dosežete 10-kratno, 20-kratno, 30-kratno povišanje. Lahko da potem čisto na koncu se zalomi, ker niste pripravljeni na exit. Ne veste, kdaj pravzaprav se trg pregreva, zamudite tisto točko in potem lahko spet pade. Se pravi, moraš vedeti, zakaj greš v kripto in imeti strategijo, tudi če pada in tudi če raste. Vsaj neko osnovno znanje je potrebno. No, na kripto, zdaj, ko te poslušam, govoriš, je bila že 69,000, je bil Bitcoin, ne? Zdaj, kako vi, ki se s tem ukvarjate, kako to sploh, mislim, zdaj neke predvidevanja, ne? Zdaj, ti predvidevaš, če je bil 69, da bo pa spet 69 enkrat, ne? Sej, verjeten, da bo, ampak to je sam psihološki moment, ki ljudje verjamejo to, ker rečemo, ne vem, za delnice Krke, lahko malo predvidevaš, gledaš poslovne, to malo članke bereš, če so kakšni novi trgi se odprli, pa to. Tukaj je pa vse skup neka špekulacija, bi rekel, je pa samo, ali bojo ljudje verjeli v to, ali ne bojo. Ja, to je v bistvu tisto dokaj pogost mit. Ne? Zdaj si konkretno podjetje omenil, jaz se bom ogradil od konkretnega podjetja, ampak če pogledamo... No, se lahko bi bil to Petrol ali pa Lek, no Lek ni na borzi, ali pa ne vem, kaj vse še pri nas na borzi, ampak tako, katerokoli, ali pa če bi gledala Lufthansa ali pa ne vem, koga Bayer ali pa... Ne? Pa recimo nek delniški indeks, ne? Se pravi, kjer imamo pač neka podjetja, vse zbrana v indeksu in če gledamo Nasdaq, ki je tehnološki indeks, torej predstavlja tehnološka podjetja na borzi v ZDA, opazimo eno, kot da je dvojček z Bitcoinom. Tudi tam so cene delnic z vrhov do konca leta zgrmele. Dejansko posamične delnice ravno tako ali pa še bolj kot Bitcoin. Ravno tako kot manjše kriptovalute. Recimo ARK Invest, gre za en ETF sklad, ki ga upravlja Cathie Wood, zelo znan v krogih investitorjev, pa tisti, ki se malo zanimajo za delnice. Ta sklad je izgubil ogromno vrednosti. Mislim, da je celo v nekem momentu preko 70%. Posamične njihove investicije, naprimer Zoom, Roku in druge podjetja, ki so lani je cena delnice bila 473, letos pa 40. To je dejansko večji. Ampak zakaj je izgubil to? Ja, no, izgubil je, no, mislim, jaz sem laik na tem področju, tudi kriptovalute ne vlagam, 100 evrov sem enkrat vložil nekaj, pa niti se ti ne spomniš, kaj sem, niti jaz ne, tako da moram po telefonu neke kode pogledati, tako da ne vem. Tako da, rečemo, delnice Krke, bom Krko dal, zato ker se malo poznam, ne. Krka je pala takrat, ko se je začela vojna v Ukrajini. Logično, Rusija, velik trg, bali so se ljudje, da ne bo Krka več kaj izvažala in je zato palo, ne. Zakaj pa rečemo ta firma, ki si zdaj omenil, ki je pala iz 400 na 40, je tudi en tak razlog bil. Pri kriptovalutah je pa sam pač neko predvidevanje, ali kako? Ne, dejansko je cel delniški trg je predvidevanje. Dejansko se cena delnic, predvsem tehnoloških,
odraža cena prihodnjega možnega dobička. Torej ne danes, ampak se kupuje po večkratniku, tako prihodnje. In to so dejansko lahko vrednotenja tudi za 80 prihodnjih let dobička se po zdaj že prodaja cena delnice. Se pravi, tehnološki sektor in gibanje kriptovalut, ko pogledamo krivuljo, dobesedno ne ločiš, katera je katera. In vzrok za to je seveda bilo napihovanje balona, ki je bila posledica pretiranega dejansko tiskanja denarja strani centralnih bank. Je bilo ogromno denarja v času korone vbrizganega na trg, govorimo nekje o dodatnih 4000 milijardah evrov in še več dolarjev, in seveda se je tega ogromno prelilo na delnice. Zaradi tega, ker to je bil vzrok tudi za inflacijo osnovni in je morala centralna banka prvič nehati printati denar, drugič pa dvigovati obrestne mere, je ta špekulativni kapital zaenkrat se moral umakniti iz trga. In dejansko je torej špekulativni kapital šel s trga delnic in cena delnic je zato padla, zato ker ni bilo špekulativnega kapitala, ki bi napihovala. In enako potem podobno se zgodilo na področju kriptovalut, ker seveda kriptovalute so pa še bolj špekulativne in so še bolj občutljive na govorice. Torej, to, kar zdaj vidimo, je nekako tipičen primer psihologije. Do 3. januarja letos je veljalo, da bo slabo leto, da bo recesija in so cene delnic, cene kriptovalut upadale. Od tistega dneva naprej dejansko pa vidimo vsak dan več nakupov in potem se zgodi snežna kepa, efekt snežne kepe. Vedno več vlagateljev vidi, včeraj je bila cena delnice ali pa kriptovalute, naprimer X, danes je pa 5% več. In mine 10 dni in imaš 50% več. In če dalje več ljudi pospešeno kupuje in to dviguje seveda pač nakupni pritisk navzgor. Tako da na trgih finančnih dejansko, na žalost, ni tako, kot si dejal, je podjetje, so neki računovodski izkazi, ocene vnaprej temeljite, mogoče procent odstopanja. Dejansko finančni svet kompletno temelji na psihologiji. In sam vodim izobraževalni program z tega področja za ljudi, ki želijo se pač poglobiti, kateri so vzroki zadaj, zdaj se samo pogovarjamo, tudi kakšne tabele, da si malo pogledajo. In dejansko smo prišli v situacijo, naprimer 2022, ko so bili člani, naprimer, vse leto. In sem jim vse leto govoril, gledajte, tukaj vsi indikatorji kažejo na pretirano rast, in bo enkrat padlo. Nekje raslo do junija, julija, potem pa strmo dejansko navzdol pri večini. Torej prvi padec je bil junija, potem ponoven porast, ogromen porast v poleti, julij, avgust, ponoven padec v oktobru, zatem pa dejansko nihanje proti koncu leta in proti koncu leta vedno slabše razpoloženje. In koliko bi odrezal, sprememba razpoloženja in dejansko se prelije takoj nekaj 100 milijard v parih dnevih. In situacija je takšna in v delniškem trgu in v kriptovalutah, da lahko pa samo ena slaba novica spremeni razpoloženje in vidimo padec v parih dnevih za 5 ali pa 10%, kar je neverjetna količina denarja, na ta način se izgubi. Torej, nažalost, Tomaž, vse je špekulacija. No, čisto vse se ne morem strinjati s tabo, da je ne. Krka, ko objavijo dobiček, Krka izjema. Če je večji, kot so ga pričakovali, bo delnica skočila tisti dan za 3, mogoče tudi 4%. Torej, tako da čisto se ni špekulacija. Se pa strinjam s tabo, da je velik. Jaz sem govoril o delniških trgih v svetu. O konkretni firmi ne bi govoril. Super, da imajo oni tako urejeno, ampak v bistvu govorim o splošni situaciji v svetu. Ker ta gibanje je povezano, se pravi, ko gre tehnički indeks, tehnološki indeks, Nasdaq gor, gre tudi Bitcoin in obratno. Povezana sta in tukaj vidiš, da je dejansko vse v špekulaciji. No, Facebook tudi cena delnice vpliva na to, kakšni so dobički, kakšni so prihodki dolgoročni, kakšni so pričakovani in tako naprej. Tudi to ima vpliv, tako da Facebook pa kar lahko primerjava.
Tukaj se precej bolj odrazi. Ne? Recimo, Facebook je v enem dnevu izgubil nekaj 10% vrednosti. No, si to ne spremem, tako da ne vem. Ampak. Tako da ni tako, da bi dejali, dobiček je bil 2% manjši, zdaj pa cena delnice padla 2%. Ampak dejansko se odzove z nekajkratnikom. Ne? In tukaj se vidi, da gre dejansko za špekulacije. Ogromno tudi kratkih pozicij, stav, v bistvu je trg opcij bistveno večji od vrednosti vsega skupaj, kar obstaja na svetu. Ne? Opcije to so to, da ti staviš, ne? Ali, mislim, v bistvu kupiš pri neki ceni, kupiš na vzvod krat 10 ali te fore, ki imajo. Seveda, sposodiš si denar, ki ga nimaš, staviš 10-krat, 100-krat, če bo cena padla ali bo cena zrasla. In seveda to potem giba trg, ne? Ker seveda, vkolikor se zmotijo, morajo takoj nazaj kupovati, da zmanjšajo izgubo. In ogromno potem pride lažnih signalov, da je zdaj veliko denarja prišlo na trg, v resnici je pa šlo za trgovce, ki so jih iztisnili. In skratka, kot sem dejal, če bi šli do jedra, da bo tako, kot je bilo včasih, kot navaja zdaj primer tega znanega uspešnega podjetja, imamo podjetje, imamo računovodske izkaze, to bo zdaj cena delnice, to mislim, da je nažalost logika, prava logika, ki pa se več v svetu ne upošteva. Ne? Oziroma, če dalje manj. Ja, seveda. Lej, Martin, da bova neke koristne informacije probala dati ljudem, čeprav ne ti zmeraj poveš, da nisi svetovalec, ali kako tisto poveš, ker mora biti, da ni to finančni nasvet. Seveda ni finančni svet. Ja, tako da ne bova mi za polkej odgovorna. Jaz v bistvu, jaz v kriptovalutah ne vem skoraj nič. Mi je pa zanimivo te intervjuje delati, ker se tako nekaj naučim in zvem več in danes, ko sem tle prišel do tebe, vem nekaj malega več, čeprav še zmeraj skoraj nič ne vem, ne, ampak mi je to interesantno. No, rečemo, kaj bi ti meni svetoval, rečemo, da imam tam nekje, bom rekel, 10.000 evrov za nekam vložiti, pa rečemo, da imam teh 10.000 evrov unih, ki jih v komot lahko pogrešim, ne. Kaj bi mi svetoval na področju kriptovalute? Bi mi svetoval, da vse vložim teh 10 evrov, ali mal, ali nič, ali kaj bi mi svetoval? Torej, razumemo, da ni finančni svet. Razumem. Kaj bi jaz naredil? Najprej od 10 jurjev bi dal v kripto mogoče jurjev. Ne, rečemo, da imam 10 jurjev jaz za bolj tvegane naložbe namenjeno, tako da ker imam nepremičnine. To pomeni, da imaš 200 jurjev, ne? Drugače. Okay. No, nimam jih na računu, jih imam pa v vrednosti podjetja, podjetje ima nepremičnine, jaz imam nepremičnino. Tako, okay, recimo, da imamo 10, ja. Ne, seveda. Vse je v naravi človeka. Ne? Se pravi, nekdo bi si dejal z 10 jurjev rešiti zadevo in priti do milijona. Ne? Se pravi, v tem primeru, če si tak tip osebe, bo seveda iskal novejše projekte, IDO-je, projekte, ki imajo močno skupnost, ki lahko naredijo hype, in to je visoko tvegano. Ampak tisti, ki poznajo to igro, razumejo, ko začne cena rasti, že začnejo prodajati tisto, kar so kupili. Ker tukaj lahko naredijo pa dejansko 50-100-krat in tako naprej. Vkolikor pa si, tukaj te poznam, bolj resen, preudaren, ne bi se zdaj šel v tako nevarne vode, pa dejansko obstaja nekaj teh večjih kriptovalut, kot jih vsi poznamo, ki bodo na nek daljši rok, to zdaj nihče ne more videti prihodnost, ampak matematični dejavniki kažejo naprej, torej v nekaj letih, seveda višje cene. In tukaj mislim, da je za tebe zgodba že dovolj privlačna. Ker v tem momentu so še vedno ogromne popusti glede na prejšnje cene. Torej, tudi če je zdaj Bitcoin 23, to na primer 69, še vedno minus 70%. Ethereum je bil 4800, zdaj je 1500. Solana je bila 243, zdaj je 25. Ne? Ni več 8, kot je bila 4 dni konc decembra, v redu, ne? Ampak je pač še vedno 10krat cenejša. Imamo Avalanche, je fantastičen blockchain, ima partnerstvo z Amazon AWS, imamo Matic Polygon, ima partnerstvo z Microsoftom, ima partnerstvo z Googlom, ima partnerstvo z Starbucksom.
In imamo še kup takih projektov, ki imajo uporabne blockchaine in sodelujejo s svetovnimi podjetji. Torej, njihova tehnologija postaja uporabna. Imamo blockchaine, ki imajo partnerstva z Viso, z Mastercardom. Se pravi, prihajajo v milijone dejansko uporabnikov z finančnega sveta bo lahko preko teh kartic uporabljalo njihove kriptodenarnice, kriptovaluto. Imamo kriptoprojekte, ki sodelujejo s FIFO. Bomo lahko kupovali vstopnice za fuzbal tekme ali pa kakšne majice preko njihovega blockchaina in njihove kriptovalute. Torej, imamo nek, rečemo, top nivo kriptoprojektov, ki prehajajo v realno gospodarstvo. In to seveda pomeni počasi neko stabilnost, ker ta podjetja ne smejo tvegati, ko grejo v partnerstvo z njimi. In od tukaj lahko pač predvidevamo, da imajo neko bolj varno prihodnost. Drugače so pa tukaj še niše v kriptovalutah. DeFi, torej CeFi, centralizirane finance, torej centralizirane borze so se pokazale za nezanesljive. FTX je bila druga nekje borza po pač prometu, na vrhuncu je bila vredna ocenjena celo na 32 milijard, potem se je pa izkazalo, da je vse skupaj vodil en Sam, ki je zdaj star 29, začel zadevo pri 27 letih, z 9 frendi in frendicami v eno penthouse na Bahamih so se šli biznisa in pokradli milijarde ljudi in milijarde od ljudi in dejansko vidimo, da so projekti, kjer je na koncu en človek ima dostop do tega, ker dejansko je Sam Bankman-Fried prosil svojega kolega, ki je programiral zadeve, naj mu omogoči stranski vhod. To je zadnji vhod v kodu, s katero lahko direktno dostopa do kriptovalut. Seveda tega noben na svetu ni vedel in ljudje niso vedeli, da so kriptovalute, ki jih pustijo na njegovi borzi, jih ne prenesejo na zunanje denarnice ali pa pošljejo na drugo borzo, v bistvu njemu na voljo in to je dejansko izkoriščal. Decentralizirane finance, dejansko DEXi, torej decentralizirane menjalnice, so pa samo tehnološke platforme, ki nam omogočajo, da mi kupimo kriptovalute ali pa imamo na njih kriptovalute, nimajo pa sami fizično dostopa, ne morejo do naših kriptovalut, tudi če bi hoteli. Seveda to pomeni, da še moramo bolj paziti na gesla, kot si dejal, da si ne veš, kaj imaš geslo, na delavnici bo prvo pravilo. Beležka posebna, pa si tja zapišemo gesla. V telefon ne smeš pisati gesel, ni varno. Ne? Jaz sem si slikal, ali kako je bilo. Tudi nima veze, ne, glavnem. Ne, zdaj imam tam na nekem zunanjem disku, okay. Ampak ja, se vidiš, zdaj bo, kaj pa prehuda ta varnost, zdaj pa sploh do tega prišel ne bom. Bože, ne daj, da gre zdaj tu na milijon teh 100 evrov. Na delavnici smo se naučili uporabljati program KeePass, ki je za varovanje, ki kriptirano valuje. Skratka, recimo DeFi je trend, ki dejansko lahko pričakujemo, da bo zaradi slabih izkušenj s CeFi segmentov rastel. In tudi tukaj pogledamo nekatere projekte, cene so bile 70-80, zdaj so projekti po 5 evrov. Torej, prišli smo iz ene krize, ni še konec, bo še gibanja gor in dol, še vedno smo pa precej nižje. Ker dejansko je takrat, ko cena pada, bolj tvegano na nek način vlagati, ker ne veš, če bo še nižje padla. V tem primeru boš biti pripravljen, da pač nisi vsega naenkrat vložil, pa lahko še dokupuješ. Ko pa se dejansko začne cena dvigati navzgor in prebije nekatere uporne ravni, pa veš, zdaj pa očitno se nekaj pripravlja. In od tukaj naprej pa seveda moraš imeti scenarij, da boš tudi dobičke vnovčeval. In to je poanta delavnice, ki jo izvajam, da ljudi tehnično te stvari naučim razumeti, pa tudi izvesti, ker brez tega bo bolj težko, kaj je uspel. No, kar se delavnice tiče, sem povedal, da sem bil in zelo super, vse gre res korak po koraku in se to lahko vsak nauči. Bi pa te prosil, Martine, za tole, ki snemava, moji gledalci so bolj taki, bom rekel, niso neki strokovnjaki za kriptovalute in dejva mičken, ti greš ful v detalje, dejva mičken bolj po domače povedati, da bojo ljudje čisto razumeli, tebi je vse to jasno in misliš, da to drugi razumejo, ampak jaz sem tle hotel zgolj na svet tvoj, rečemo, da sem mislil odločen, da dam 10 jurjev Bitcoin. Pa me se zanima, a bi ti zdaj dal vseh 10 jurjev
ali bi dal zdajle, ne vem, 5 jurjev, pa še malo počakal, da boš videl, kaj bo, pa če bi še malo palil, spet nazaj na, ne vem, na 17, pa bi dal še 2 jurja, pa če bi še na 15, pa še 2, kako bi pa to naredil? Tomaž, nisi nič bral moje knjige. Ker nimam cajt knjige. Samo 80 strani ima. Vse. Točno take primere obravnavamo. Ne? Ampak, torej, kot sem dejal, bolj odvisno od tega, ali bi ti rad malo več tvegal, pa dobil mogoče 100-krat več ven, v hitrejšem času, ali pa rečeš, glej, ena opcija je, seveda, to zdaj ni finančni nasvet, ne, ampak 10.000 evrov v Bitcoin. Kakšna so potem opcije? Mi moramo poznati nekaj matematičnih dejavnikov, ki vplivajo na ceno Bitcoina. In ena izmed dejavnikov je proces halvinga, torej prepolovitev Bitcoinov, ki prihajajo v obtok. In to zmanjšuje nagrado, ki jo dobijo kriptorudarji, ko potrdijo blok informacij. In začelo se je leta 2012, je bil prvi halving in takrat je dejansko bila nagrada 50 bitcoinov. Potem je bil drugi naslednji halving 2016, je bilo 25 bitcoinov, potem je bil 2020, pa zdaj naslednji bo 2024. Torej, poanta je pa v tem, kaj halving naredi. Polovico manj dotoka novih bitcoinov. Ko je bil halving leta 2012, je bila cena bitcoina $12 pred halvingom, po halvingu je šla na 1150. Ampak zakaj pa to? Zato, ker je manj bitcoinov prihaja v obtok in cena elektrike se poveča, zato ker morajo dosti več delati, da dobijo manj bitcoinov. In torej za 12 na 1150. Naslednji halving je bil 2016, takrat je bila cena nekje 650 pred halvingom, po halvingu, se pravi, to je proces nekje leto in pol, je pa cena dosegla 20.000. Torej ljudje so se spraševali, 2017... Zdaj bo pa halving spet, ne, 2022 je bil. Halving je bil 2020, takrat je šla pa cena z 9.000 na 69. Kdaj bo pa zdaj nasleden? 2014. 24, aha. Ampak enkrat se bo nehalo, bo teh bitcoinov zmanjkalo za te rudarje, ali ne? Ampak do takrat bo še precej daleč, ker je vedno se računska moč potrebna za reševanje teh algoritmov se povečuje. Tako da so nekateri izračuni, da bi trajalo še 100 let, da bi vse bitcoine izrudarili. In samo za razumevanje, recimo zakaj je zdaj bilo relativno dno. Relativno zaradi tega, ker nikoli ni dno, ne, lahko je ni 0, ampak 0,0, ampak v decembru je dejansko strošek elektrike, potreben za rudarjenje enega bitcoina, presegal ceno bitcoina, torej bil je več kot 16.000 evrov. Zato se to rudarjem potem ne splača, zakaj bi zdaj oni rudarili dejansko z minusom. In to je dejansko povzročilo močno zaustavitev cene. Zaustavitev cene? Ja, takrat seveda šla navzgor, ne. Čak, pol je šlo gor cena, če te prav razumem. Ampak jaz bi pa rekel, zdaj ta rudarjenje je tako drago ratalo, da se nobeno ne splača, bi bil prej pričakoval, da bo vse skupaj propalo? Ne. Rudarji imajo tudi največ bitcoinov v vlasti, ki so jih rudarili za male denarje. Oni imajo čas, ker kaj dejansko tisti, ki imajo boljših pogled v kriptosvet razmišljajo? Vejo, da vse matematika. Torej, te stvari so dokaj matematično predvidljive. In ta informacija o halvingu je izjemnega pomena, ker se treba zavedati, da nekje 500 dni pred halvingom je bila zgodovinsko gledano cena nekje na dnu. In zdaj ni več pomembno, ali je 16 ali 23. Ne? Potem pride halving in po halvingu se začne poznati ta efekt, da pa manj bitcoina prihaja in zdaj seveda se pa poviša strošek elektrike in vsi drugi stroški povezani z rudarjenjem. Če je zdaj bil 15.000 pri takšni nagradi, koliko bo takrat, ko bo polovica manjša nagrada v obliki bitcoinov. To se pozna in potem v tistem letu po halvingu je sledila visoka rast. In tukaj zdaj ljudje razmišljajo, to bo drugo leto maja, pa do konca leta bi lahko to zraslo. Bom jaz takrat si dal opomnik aprila 2024. Ne. 2021 je bitcoin dosegel ceno 69.000. 2020 je bil halving, ko je bila cena 9.000.
Pol leta predtem je bila pa 3000. Kdo je zdaj zaslužil? Je seveda tisti, ki so prej kupili. Moraš razmišljati pri vsaki investiciji na leto in pol, drugače pa res se divja špekulacija in trgovanje. Torej, to je izjemno pomembna informacija, tale prihajajoči halving. In druga stvar pa je, to sem lani avgusta, sem bil na dopustu in ko sem tole dejansko zvedel, sem takoj vsem članom poslal obvestilo, dogaja se. In sicer največje finančne inštitucije na svetu, oziroma največja finančna inštitucija na svetu se je odločila, da bo pričela vlagati v Bitcoin. In to je ista finančna inštitucija, ki je leto dni predtem govorila, da je Bitcoin nič vreden in da bo propadel. Gre za sklad, ki upravlja z več kot 10.000 milijardami premoženja. In zdaj, ko razmišljamo o teh potezah, zakaj eno govorijo, drugo pa delajo, samo pogledamo okoliščine. Leta 2021 je direktor ta istega sklada govoril, da je Bitcoin nič vreden in da bo propadal. Zakaj? Takrat je bila cena na vrhuncu, je bila 60-69 tisoč. In je padla, potem so pa kupili. Je želel je ceno zbiti, po moje. Naslednje leto, ko je pa padla na nekje 25, je bila takrat, kad je pa rekel, ja, zdaj pa bomo začeli kupovati. Na željo strank, pač želite, ampak če pri 10.000 milijardah vložijo 1%, gre samo zaradi tega so različni izračuni dostopni na internetu, cena okrog 100.000, če pa 2%, potem pa dejansko ni predstavljivo. In to je en sklad. Potem seveda se pa pridružijo še drugi, ker to je največji, najbolj vplivni sklad. To jaz ne razumem vrednost tega Bitcoina. Jo ne razumem. Ti si tudi rekel, da je v Bitcoinu ne vem koliko elektrike noter, ne? Ampak ta elektrika ni skladiščena, mislim. Porabljena je bila. Ne? Glej, jaz mislim, to niti nisem mu namen vprašati, ampak verjamem, da je tle še veliko ljudi, ki ne razumejo vrednost Bitcoina in jaz se ne razumem. Zame ni to nič. Lej, Mislim, dejansko bi lahko rekli, ne, potem takem, zakaj pa zlato nekaj vredno? Vse zlato tudi nič ne dela, ne, in tako naprej. Preprosto moramo razumeti razmik med generacijami, ker navdušenci nad kriptovalutami niso osebe, ki so nad 40-50 let, tako, ne? Ampak govorimo o milijonih mladih ljudi, Azijcih. Mi mislimo, da smo mi v Evropi glavni, na nobenem področju nismo glavni. Azijci so glavni, delno Američani, Arabci imajo ogromno denarja, več kot mi vsi skupaj. Danes sem bil na vezi z strokovnjakom za umetno inteligenco iz Bahrajna, doktor, potem iz Londona z enim Indijcem, tudi doktor, direktor banke, tudi za umetno inteligenco. In tu vidiš, kdo rula svet. Ne mislimo, da smo mi v Evropi, da mi kajkoli pomenimo, ne. In imamo generacije mladih, ki pač uživajo v kriptovalutah in so navajene na digitalni svet. Njime poznajo že različne, recimo elektronske valute, s katerimi lahko plačujejo v, naprimer, videoigricah, kupujejo tam različne dodatke. Preprosto gre za generacijsko stvar. Za nas je bila zlato, pa delnice, zdaj za njih je pa, torej so kriptovalute neka nova stvar. In se toliko ne vprašujejo potem, zakaj je to zdaj vredno, kaj to zdaj pomeni, ampak so to sprejeli kot neka subkultura. Ne? Zanimivo. Ja. Kaj misliš pa, ko si glih zlato omenil, kaj misliš, da bo z zlatom? Zdaj zlato je šel en trenutek ful gor, zdaj celo zlato niha, bom rekel, skoraj za 10%, ker se že čez 1900 je šel, zdaj pa spet 1700 pa še nekaj. Ja. V knjigi Umetnost bogatstva, Fortuna, pa v bistvu opisujem ravno situacijo glede zlata. Torej, da smo si na jasnem. Zlato in srebro to je edini denar. Vse drugo je dolg, vse drugo je papir. Papir narejen z nič. Ker je narejen z nič, bo preko slej vreden nič. Ampak tudi kriptovaluta je z nič narejena. Kriptovaluta je z nič. Ne. Sej, ko jaz govorim o tem, da je kriptovaluta smiselna za moje pojme, za investicijo, ker imam scenarij, kaj želim z njo doseči in če ste bili pozorni, sem dejal, ko bo cena rasla, imaš načrt, kako to vnovčiti. Ne govorim, da bo Bitcoin kot zlato, da bo tu še čez 200 let, ko pa vemo. Ne? Mogoče bo naslednje desetletje, pa bomo videli, zlato pa bo. Zato je 10.000 let najmanj s človeštvom, bo pa še 10.000 let naprej.
In vedno je bil denar vezan na zlato. Papirni denar je bilo samo potrdilo, da imaš v banki zlato. In mi od leta 1971 prvič globalno živimo v sistemu, ko temu ni tako. Ko je zlato, papir pa papir. In zato imamo tako visoko inflacijo, ki je vedno prisotna. Zato realno vedno manj zaslužimo. Zato so lahko v preteklih časih en delavec kupil stanovanje, zgradil hišo, splačal, danes pa tega več ne more, ker je denar vedno manj vreden. Zlato, glede cene zlata se pa dogaja ena največjih manipulacij, če ne največja v zgodovini. In dejansko gre za trgovanje med bankami na surovinskih borzah, največja COMEX v New Yorku, kjer v bistvu, naprimer, bom dal čisto poenostavljen primer. Ena banka naroči drugi, ena banka, naprimer, objavi, prodajamo 300 ton zlata. To je tak znan primer bil, ko ga opisujem v knjigi. 300 ton zlata je ogromno. Letna proizvodnja, naprimer Kitajske, ko je največja proizvajalka, 370 ton na leto, Rusije pa 330. Kje bomo dobili 300 ton? Ja, nimajo jih. In dejansko so šli prodajati in je cena zlata v eni uri padla 15%. Druga banka je pa kupila po ceni. Kaj torej se dogaja? Dogaja se torej manipulacije s ceno nečesa, kar ima realno vrednost, to je surovina, v tem primeru plemenita kovina, in na ta način, ko z papirnim trgovanjem zbijajo ceno realne surovine, lahko kupujejo ceneje. In vsake toliko časa prileti kakšna kazen strani nadzornih organov, recimo JP Morgan banka večkrat plačala kazen, 2020 so zaradi manipulacij na trgu srebra plačali za 920 milijonov dolarjev kazni. Ampak, ko pa slišimo, da ima JP Morgan banka menda zakupljenih vnaprej za 7-letnih proizvoden srebra na svetu, to so dejansko podatki z interneta in zdaj, če kdo posluša JP Morgan banke, samo navajam tuje podatke, si lahko zamislim, čakaj malo, pa kakšno moč imajo to. Dejansko lahko prodajo nekaj, kar bo izkopano čez nekaj let. Aha, oni že to prodajajo, kar bo, razumem. Ja. In drug problem je pa tukaj, ko se vprašamo, zakaj zanima srebro, zakaj ne zlato. Seveda zanima oboje, ampak brez srebra ni sodobne civilizacije, ni tega intervjuja. Zakaj? Vse, kar je elektronsko, vse, kar ima čip, mobiteli, računalniki, avti, je srebro noter, ker je najboljši električni prevodnik. Zdaj gre vse v smeri sončne energije, to je zdaj veliki trend gospodarski. Sončne celice rabijo srebro, ker preprosto najbolje prevaja sončno energijo potem v električno, največji izkoristek je. Električni avtomobili povprečju rabijo nekje 30 gramov srebra na avto in govorimo o desetinah milijonih avtov, ki se bodo naredili električni, zdaj tega, ker želijo vse avte imeti električne, nobenih dizlov in bencinca in tako naprej. In potem imamo pa nekega velikega igralca, ki si zagotovi to vse naše. Drug problem pa je, naprimer pri srebru, bom potem še šel na zlato. Srebro se nekje v 1/3 pridobi iz rudnikov srebra, ker je tako redko v naravi, v eni gosti žili. Pa tudi to se kopa 10.000 let, to so že vse našli na površju. Včasih so bili strokovnjaki od predzgodovinske dobe do Rimljanov, so dejansko šli skozi pokrajino, so videli, kakšne barve so kamni, kakšne rastline rastejo, so vedeli, tu noter je zlato ali pa srebro in so začeli kopati. Tako da je treba pač globje iti. 70% srebra se pa pridobi v rudnikih drugih kovin, naprimer cinka ali pa drugih kovin. In to je zdaj problem. Rečeš, mi rabimo več srebra, on ne bo šel več cinka kopati, če ga on ne rabi, ni ekonomsko pravičeno. In dejansko obstajajo ocene, da je ekonomsko rentabilnega srebra v rudnikih v tem momentu za zalog nekje še za enih 5 let. Tako da zdaj razumemo... Bo pa zmanjkalo srebra. Ne, dražje bo, ne, ker eno je ekonomsko upravičeno. Samo pol so stroški drastično povečajo. In to se dogaja pri zlatu, naprimer.
Zlato je ista zgodba. Zlato ljudje kopajo 10 tisoč let. Najstarejši arheološki artefakti, ko je bilo zlato v obliki nakita, najdeno je bilo staro 10 tisoč let na območju današnje Bolgarije, na obali Črnega morja, ker Črno morje včasih bilo precej manjše. Tako da je ogromno poselbin poplavilo, to gre bilo bolj notranjosti, danes obal. In to so najstarejši artefakti. In pri zlatu je tako, da je bilo odvedno izjemno vredno. To je bilo namenjeno kraljem in bogovom. In zlato se ni izgubljalo. Zlato se ni izgubljalo, ker je bilo tako vredno, tudi zlatnikov niso z njimi trgovali. To je bilo bolj v sefu, oziroma v skrini, pa vojak spredaj in čuvaj to. In se ocene, da je v 10 tisoč letih se izgubilo mogoče 5% izrudarjenega zlata. Kaj to zdaj pomeni? To pomeni, če greste vi v zlatarno, pa kupite prstan ali pa uhan ali pa naložbeno ploščico, lahko da je to zlato bilo izkopano pred 2-3 tisoč leti. Samo se pretopi vedno znova. In zdaj pa pridemo do vprašanja, koliko pa še je srebra za izkopati. In tu pridemo do zgodbe, kako zlato sploh nastalo. Zlato je nastalo ob eksploziji zvezde. Ob eksploziji nevtrinske zvezde, ko dejansko so tako močne milijonske temperature in pritiske, da nastane en najtežjih elementov na svetu, kar obstaja, in eksplozija po vesolju. In nekaj tega je seveda padlo tudi pač na našo zemljo in potonilo proti jedru. Tisti del, ko je ostal gor na površju, lahko mi rudarimo, ali pa pol kasneje s potresi, da je prišlo gor. In ker se to rudari 10 tisoč let, je bolj malo ostalo. In zdaj imamo rudnike zlata, ki so v globino 3-4 km, si predstavljate? To je še kilometr globje, kot je Triglav visok. Kdo je bil na Triglavu? Zelo malo ljudi, ker je visoko. Treba je tako globoko iti pod zemljo. In to so nemogoče razmere. Tam je čist drugačen tlak, 80 stopinj tudi temperatura, plini, dobaja dol živi led, da ljudje ne omedlijo, da lahko zdržijo kako uro. In to zdaj ni nek rov kot v kakšnem premogovniku, to je, gremo vrtati živo skalo v ležečem položaju, skrčen, in na ton rude mogoče kaki gram potem ven dobijo. Če gremo kupiti zlato, to je čist druga zgodba kot delnice ali pa kripto, ker je pač na računalniku nastane vse skupaj. In zato bo zlato vedno zlato. Problem je pa tudi pri stroških produkcije zlata in so se dejansko v zadnjih 2 letih podvojili, zaradi tega, ker so se energenti podražili. Oni rabijo elektriko, oni rabijo plin, oni rabijo nafto. Moraš ti izpod par kilometrov navzgor kar zlata potegniti, rabiš cel proces. Tako da tudi zlata je vedno manj, stroški za produkcijo naraščajo in to je biznis, kjer se govori o procentih. Tu so provizije pa razlike zelo male in recimo pri prodajni ceni $1800 na unčo je bila dejansko stroški rudnikov nekje 1300, se pravi zelo malo. Ni nekega zaslužka. Ne, ni nekega takega zaslužka. Pa misliš, da je zlato, misliš, da je precenjeno ali podcenjeno? Zlato je podcenjeno. Dejansko postajajo simulacije, če ne bi bilo teh malverzacij na trgih, torej kupuje in prodaja se s pogodbami. Zlato to je tako, kot bi se midva zmenila, si bo zlato drugemu prodala za 2500. Za unčo, ne pa bi pol, ker bila vrednost ta. Če bi bila velika igralca, bi verjetno to lahko naredila, tako kot pa nisva, pa seveda ne. Veliki igralci dejansko gre na to, da se cena niža. Da se cena niža, ker lahko potem pravo stvar kupijo čim ceneje, zato ker razmišljajo na daljši rok. Razmišljajo na daljši rok in to je tudi edina stvar, ki jo tudi banke imajo. Kaj pa imajo banke, razen, ali recimo centralne banke, kaj imajo oni razen, da imajo zlato v sefu? Kaj naj rečem? Imamo sprintanih 100 milijard česa, to je samo papir, to je brez veze. Edina stvar, ki je vredna, je pač zlato. In tu eno govorijo, zlato ni več del finančnega sistema, po drugi strani ga pa centralne banke kupujejo, so med največjimi kupci. Kaj zdaj, ne se odločijo? Skratka, bolje treba gledati, kaj delajo, nekaj govorijo. Če pride do krize, pol je dejansko zlato in tudi srebro ena redkih stvari, ki ti lahko drži vrednost in takrat tudi zelo zraste. Zato moramo razumeti vlogo zlata in srebra. Vloga zlata in srebra ni v tem, da bo rasla
nenormalno, tako kot rastejo včasih delnice pa kriptovalute. Vloga je v zaščiti. Vloga je v tem, da imaš likvidnost, tudi ko je čas krize. In to je dejansko skrivnost bogatih rodbin, ki opisujem v tej knjigi svojo umetnost bogatstva, ker bogate rodbine imajo znanje, kako ustvariti premoženje, kako ga prenesti iz otroka na vnuka, z vnuka dalje, da se to znanje ne izgubi in da je kriza v resnici priložnost. Če imaš nekaj, kar je v krizi vredno. In to je dobesedno edino zlato in srebro. In takrat, ko je vse drugo poceni, ni vredno zraste, odprodaja del dobička in kupijo druge stvari s popustom. In to je eden izmed glavnih razlogov, zakaj so po krizah bogati še bogatejši. Ker kdo pa ima zlato in srebro? Ne govorim o tem, da imaš ti 100 gramov ali pa kaj takšne. Govorim, da imaš desetine kilogramov. To je nekaj, kar pa potem je game changer. In zlato, če ne bi bilo teh malverzacij, so ocene, da je nekje bi bilo 4-krat več vredno. To so dejansko ocene. Ne. Si ti na TikToku? Dejansko bom vedno bolj prisoten, ampak bolj za mednarodni trg. Moje tematike so namenjene starejšim ljudem, ne toliko mladim. Ampak vidim, da je potrebno tudi to upoštevati. Nekaj videov sem naredil. Si imaš profil na TikToku? Ja, nekaj sem naredil. A si videl zdaj, kar nekaj je teh, bi rekel, neke mularije, še 18 let niso stari in promovirajo neke kriptorobote, pa tudi ostale robote za trgovanje delnic, ne, kao, pejte not, vložite in tako naprej. Seveda oni to promovirajo zato, ker imajo affiliate linke in če ti greš preko mojega linka noter, boš ti vložil Jurija pa pupom, jaz 200 € dobil, pa je super, ne. Pa kaj pa ti misliš o teh robotih in kripto in za delnice? Dobro, zato sploh ni treba zgubljati besed, pač mularija to promovira, ker pojma nima, ne, mislim, če še 18-letni star, pa res ne more imeti pojma, če mu kaj rata, mu rata ne zaradi znanja, ampak zaradi sreče. Ja, zdaj v kriptu je največ prevar, tako da bi jaz res iz previdnosti priporočal, da se teh stvari ne dotikate, ne? Ker če bi bilo tako enostavno, da bi kar enega robotka imel, pa mu dal denar, on bi ti delal denar, ne, pol, če je predobro, da je bilo res, pol je pač ni res, ne, in to je to. Verjeten to nekdo reklamira, da ima tega robota, pa ga po mojem sploh nima. Samo denar zbira od ljudi in razume tudi, če ful gre gor, kao, zaslužiš na dan ne vem koliko, noben ne bo ven vzel. Bo raj še noter dal in on tam samo neko vrednost, on tam neki robot ti je zaslužil, prikazuje ti, da se ful in pol ti nikoli ne pomisliš, da boš ven vzel, ne. Čeprav greš mogoče not s tem, pa rečeš, ka bom pa zaslužil 5 €, grem pa ven. Pa ne greš, takrat pol gruntaš, škoda, da sem namesto 2 €, da nisem 5 vložil, pa bi mu zdajle, ne, tako da... Ja, tu so zelo dodelani scenariji. Tudi je bil gospod na moji delavnici, ki je na nekaj podobnega naletel. Eno je na TikToku. Na TikToku se ti takoj zdi malo sumljivo, kaj bo neke mulo razlagal, kako se da s tem zaslužiti, ampak ljudje pač na to padejo. Tudi mladi. V bistvu sem dal okrog povpraševanje, če se kdo ful spozna na TikTok, ne? In sem dobil potem nek primer. Ja, tukaj je en Slovenec prodal za 80 000 € nekega tečaja, kako služiti s takimi roboti v Sloveniji. In dejansko vse, kar sem pogledal, potem objave so bile, da dejansko imel šop na printanega denarja in tako mahal z njim, ne, in potem avti, punce in tako naprej, in pol prodajal te zadeve, ne. Pa da so ljudje to butasti, da pade na ono, da zato tam enka se s Ferrarijem voz, pa tu kaže, tu moraš biti res budala, da na to padeš. Ma ne, zakaj, glej, če si ti mlad, pa v bistvu ne pomisliš, da je to prevarant, ker si ti v osnovi pač nisi prevarant in ne veš, da to obstaja, misliš, da ima res Ferrarija, pa ne veš, da je dal 200 € da se je peljal z njim po ure. Ja, rental ga je, ja. Tako pač ne veš, ne, in so pa takšni sistemi, ko lahko naletiš ne na TikToku, bereš, naprimer, nek slovenski časopis
in obstajajo programi za izmenjavo vsebine, ne, exchange content, in tam potem vidiš, ne vem. Ja, vidiš neko tako zgodbo, ki bi rekel, kako so na slovenski, ne bo v firmah, kako so dali na ta resen cajtank, zdaj en tak čudno stvar, ja. In seveda je članek napisan in bil je gospod, ki je bil na delavnici, razlagal, da je v bistvu videl naslov članka, predsednik vlade dejal, tako lahko vsak Slovenec dobi 1000 evrov. Ne? In potem še bila slika od predsednika vlade takrat, ne? To se pokradejo in napiše in potem zelo ena gospa Majda, pa gospod Robert in vse slike in tako naprej. Vsi so zaslužili. In je dejansko bil zelo previden, samo je dal pač mail, pa so mu pisali, pa so ga prosili, če ga lahko pokličejo, so bili zelo prijazni. So bili neki tujci, pa so našli enega, ko govori v hrvaško, da se lahko z njim pogovarjajo in so ga pripričali dati 250 evrov. In ko je dal 250 evrov, je bilo pa točno to, kar si dejal. Pol je pa zraslo, je bilo pa 700 in tako naprej. In so ga klicali, da bi še dal in je rekel, ne, bom jaz si nekaj izplačal. In dejansko so imeli tak sistem, si je lahko izplačal. Ja. Zdaj pa je bil prepričan. In pol so ga nagovorili, da da 5000, pa pol je še zraslo, pa še več. In pol je bilo pa neka varianta, da je vložil že nekje 40 000 evrov. In tisti je pa kazal, ne vem koliko ogromno soto je zdaj že dobil. In je rekel, zdaj pa si bi želel izplačati, ker še nisem nič izplačal. So pa rekli, ja, samo veste, to je trgovalna platforma, če pa želimo izplačati, pa da lahko gre na TR, moramo pa v bistvu narediti neko prenos na neko drugo platformo in potem podatke z vašega TR-ja. Glavno zakomplicirali so in potem je dejal, da ne ve točno kako. Se rekli, gledajte, vi sam to plačate še neko doplačilo. Še nekaj pa. Ja, ker rabi še do nekega meje, potem bo pa nižja provizija in je pač jim zaupal. Potem pa, ker ni znal tega sam speljati, so pa rekli, ni problema, bomo se mi povezali preko Telegrama, so se povezovali, so komunicirali. Potem so se pa povezali preko TeamViewera in jim dejansko še zaupal spletno banko in so pokradli in na spletni banki in vse posod vse. Ne? Pa je še to? Ja, vse. Ja. In koliko denarja je bil? Ogromno. In poanta je v tem, da imajo tako naštudirano, da se lažejo, delajo prijazne in tako naprej. Ja, no. In preprosto si ne moreš misliti. Ne? Zdaj pa tudi ne vejo ljudje, ko rečejo, v tej aplikaciji so vse je noter, vse, kar smo se mi pogovarjali. Pa so pa ljudje presenečeni, naslednja nič. Ne? In ne moreš slediti temu. Tako da največ je prevar v kriptovalutah. Tudi bi dejal, če vam kdorkoli v Sloveniji ponuja neko kriptovaluto, to je dostikrat samo ti daj prodaj, pa boš dobil neko provizijo. V resnici pa nikjer nič. Še posebej, če prej dobesedno človek krave pasel, danes pa prodaja kriptovalute. Glejte, je dovolj kriptovalut na CoinMarketCapu, pa rajši tam pogledajte. Ne? Zanimivo. Dej, Martin, ti se z raznim tem zanimivim zadevam ukvarjaš. Dej, še malo prej so se pogovarjala, ne, kaj vse investirati, se pravi. Dobro, dej pa pevmečke na pasivne prihodke, ne? To je tudi ena taka, tle je tudi prevar velik na internetu, ampak vsem, kaj so zate pasivni prihodki? Menil bi, da to ne obstaja. Ne? Torej, imamo pasivne vrste investicije in aktivne. Ne? Aktivne so tiste, pri katerih moraš še veliko delati, v bistvu odvisno od tega, kako se zadev ločiš, vedno si lahko aktiven, ampak načeloma pa naprimer investicije, kot so delnice, skladi, tudi kripto, bi lahko veljali za pasivne, vkolikor ti porabiš minimalno napora. Ne? Ampak kompletno, da bi pa zdaj ne bi čist nič rabil delati, pa mislim, da ne obstaja. Moraš poznati stvar, s katero se ukvarjaš, moraš razumeti in vsebinsko in tehnično. Tako da neko znanje moraš pridobiti. Tako da mislim, da pasivni prihodki v resnici, tako kot bi rekli, nič ne rabiš delati, pa bo denar pritekel, to ne obstaja. Obstaja. Res? Obstaja, veš kaj? Davki? Ne, za državo obstaja. Lej, če ti neki komad napišeš, pa imaš 50 let, neko pesem napišeš, da si avtor besedila, pa tam ni treba pa čisto nič gruntati, samo tam lesa zasudaš, po mojem, podatke, kam ti nakaže in to je to. In to rečemo, ne vem, avseniki to, veš, kakšen denar dobijo. Ali pa tudi, če knjige napišeš, rečemo to, ko se v knjižnicah dobiš nekaj malega,
Smo rekruterka je una Desa Muck, je ful knjig za otroke napisala in ona se mi zdi, da nekih 50 € na leto dobil teh pravic avtorskih za knjige v knjižnici. Ne? Ja, to ni pasivni prihodek. Ne? Ja, to ni treba delati. Ne? Ja, ne. Recimo, Alfi je bil pri meni par dni nazaj, Alfi Nipič, on je pel za Avseniki. Ne? In smo se pogovarjali malo tudi, da tam mlajši izvejo. Avseniki, takrat, ko po njegovem spominu, so dosegli v Nemčiji 38 zlatih plošč. Ja. In si dobil na milijon eno zlato ploščo, ne tako v Sloveniji za 10 tisoč. Torej, in on je bil zraven pri 14 zlatih ploščah. In imeli so preko 250 koncertov na leto. In je dejal, to je bilo recimo leta 83, smo mi peli, naprimer v Frankfurtu, in za celo leto vnaprej jim je menedžer pokazal, kje bodo. Ne? Za celo leto vnaprej. In zdaj seveda so prihodki od teh avtorskih pravic, ampak oni so vložili 10-20 let življenja, pa naredili par tisoč koncertov, da so postali tako priljubljeni. Alfi Nipič tle najbrž ne dobi. Jaz govorim o tistem, ki je tekst napisal, ki je besedilo napisal, pa tist, ki je v glasbu, te dobijo. Tu za svem, ker smo mi plačevali, ker smo v diskoteko smo mogli plačevati te avtorske pravice. In eno prijateljico imam, ki se tudi malo s tem ukvarja, pa je en drug tip en del njega uporabil, pa jaz sem sporočil, pa bo ona polovico, ne vem, 20% dobila, zato ker je v unem komadu en delček, mislim. Ma vse, vse na nek način, ampak hočem reči, nikoli ni tisto, ko se ljudje predstavljajo pasivno. Enkrat vložiš, pa bo pa samo letelo, to ne obstaja. No, vsekakor pa ni vse uno, ki reklamirajo po raznih TikTokih, pa Facebookih, to so prevare, oziroma drugače predstavljam, kakor je. Sej, marsikaj se prodaja danes na tem svetu, ki je čista prevara, ampak gledano po zakonu pa ni, ker se človek nič ne zlaže, mrzdo nekaj reklamira, aha, kupite moj tečaj, pa boste nekaj delali, boste ful zaslužili. Ampak tist ne pove pa človek, koliko se je tisto težko naučiti. To je tako, kot bi ti zdaj meni rekel, postan možganski kirurg, pa boš ful zaslužil. Ja, bom sem, kako če mi smo možgan, ali pa srčni kirurg postati, tako da je to. No, kaj pa so tiste zadeve, če greva, ki so neke take, bi rekel, neke pasivne prihodke dajejo, ampak dobro, ne čisto, da ti ni treba nič narediti. Tisto, ko si mi prej razlagal, da je še malo tukaj, da gledalci slišijo. Ja, seveda trendi je ena takšna stvar, ki bi lahko rekli, bi se v pravi čas na pravem mestu razumel, prepoznal priložnost in potem imaš pasivne prihodke lahko iz tega. Recimo, čisto primer, dajmo vzpon mobilnih telefonov. Verjetno se še spomnimo, tisti, ko ste malo starejši, kako je bilo, ko je Steve Jobs predstavil prvi iPhone, potem se začela ta doba in kako so ljudje, najprej ni bilo za dobiti mobilnih telefonov, so jih vsi moral prešvercati iz ZDA, potem so prišli v Slovenijo, so ljudje stali v vrstah, se spomnite, bilo po televiziji, in ljudje so kupovali iPhone in to dobesedno vsake 2 leti novega. In dejansko videli smo, da gre za trend, da bodo vsi preko slej imeli te pametne mobilne telefone. To je bila izjemna priložnost za investiranje. Kolikor bi takrat imeli znanje, bi lahko razmišljali pa takole. V redu, dal sem na primer 400 € za ta telefon, ok, zdaj 1300 ali koliko, ne? Kaj je to za en? To je ta najnovejši, ne? 14 ali kaj je to? Ne, 22 Ultra. Ni iPhone. Samsung. In kolikor bi takrat za tistih, mislim, 400 € ali mark, za isti denar kupili delnice, koliko bi pa ta delnica bila danes vredna? Koliko smo porabili denarja za različne mobitele, ki zdaj ležijo po smeteh, takrat so bili pa čudež tehnike, potem so prišli iPadi, pa danes, ko ljudje kupujejo prenosnike za 4-5 tisoč € in tako naprej,
ali si kupil za tak denar tudi delnice. Recimo primer, ki je novejši, Tesla avtomobili. Še pred 5 leti ni bilo toliko teh Tesla avtomobilov na cestah, cena 100.000 evrov in vem, da so tisti, ki so kupili delnice Tesla, dobili tudi ponudbo, da kupijo delnice po posebej znižani ceni. A tisti avto kupil? Tisti avto kupa je dobil ponudbo, da kupi še za par ur delnic, pa ful popusta. Pa se zelo malo ljudi odločilo. Dejansko je pa tako, da bi lahko, če bi vzeli tisto za stojn dobo v končni fazi. Več avtov bi lahko za stojn dobo. In to je moč trenda. Se pravi, ko prepoznamo trend, ali je bil trend, na primer, interneta, se pravi, iz tega je išel Google kot zmagovalec. Potem, ko se je ta infrastruktura interneta spostavila, se je začel nov trend, spletne prodaje. Prej ni bilo možno, ker ni bilo dober internet. Ni bilo, tako da imamo zdaj internet vse posod, takrat ga ni bilo. Pol je prišel trend družbenih omrežij, potem je prišel trend električnih avtomobilov, vmes stale trend mobilnih telefonov in tako naprej. In po vsaki krizi pride do novih trendov. Zdaj dejansko smo v krizi, v enem takem krču, energetskem varnostem in tako naprej in za vsemi temi problemi se pa dogaja 4. industrijska revolucija. In to je dejansko nekaj, kar se lahko zgodi, mogoče nekdo v življenju ne doživi. Mi imamo zdaj to srečo. Nazadnje taka stvar se dogajala pred nekaj generacijami. In tukaj imamo stebre industrijske revolucije, so digitalizacija vsega, potem imamo steber robotizacija kjerkoli in predvsem machine learning, torej pametne mašine in umetna inteligenca. Velika sprememba se bo zgodila v naših življenjih in delih, ker se predvideva, da se bo gospodarstvo v naslednjih 5 letih, vključno s tem, spremenilo bolj kot prej v 50 letih. Zdaj si pa zamislimo, kaj se pa ni spremenilo v 50 letih. Zdaj pa gremo stvari postavljati na novo. In predvsem bodo tukaj zdaj presenečeni ljudje, ko delajo v pisarnah. Zdaj so dejansko roboti pa machine learning bilo bolj za tovarne, bodo roboti delali v tovarnah. Zdaj pa prihajajo programi v pisarne. V tem momentu poteka delavnica, ki izvaja v našem podjetju uporabo umetne inteligence v podjetjih, ker preprosto bo šlo tako, ali se podjetje digitalizira, uporablja umetno inteligenco, ali ga pa pač ne bo. Ker 70% dodane vrednosti, ki jo podjetje ustvari, so ocene analitikov, bo skozi procese digitalizacije. In ti tudi, Tomaž, zagotovo te stvari uporabljaš. Ogromno poklicev, ki so bili do zdaj nenadomestljivi, lahko program te nadomesti in naredi isto stvar kot ti, ne v minutah, v sekundah. In umetne inteligence so tako sposobne, da opravljajo celo poklice oziroma izpite za pravnike, izpite za zdravnike, v ZDA govorim, in enako je za Slovenijo. Znajo slovensko, znajo govoriti slovensko, ali si računovodja, ali delaš v marketingu, delaš v prodaji, dizajnu, programiranju, delaš karkoli, kar je vodenje projektov, arhitektura. Spomni se, reči, obstaja umetna inteligenca, program za to, ki zna stvari delati in kar je najhuje, sproti se uči in nikoli ne pozabi in nikoli se ne zmoti. Tako da to je pa nekaj, kar popolnoma spremeni stvar. Roboti in umetna inteligenca prihaja zdaj v pisarne, kjer smo si nekako naredili udobna delovna mesta. To se bo v parih letih zelo spremenilo. Kaj hočeš reči, da bo enkrat umetna inteligenca, boš ti rekel, naredi mi spletno trgovino, pa te bo naredil? To zdaj kažemo na delavnici. To že obstaja. To že obstaja? To že obstaja. Jaz malo zaostajam. Ja. Sicer, ja. To je tako daleč šlo in to gre eksponentno. To ni tako, danes je tako, čez pol leta bo pa tako. To je nadgradnja totalna. Kako pa vidiš ti svet čez 20 let? Čudovito. Čudovito. Mi vseeno živimo v najboljši dobi človeštva. To se strinjam. Boljše ni bilo nikoli. Mi nismo imeli vojne v Evropi 80 let. Prej so non-stop pobijali mlade ljudi, non-stop. Ni bilo mira, niso imeli nobenih pravic, nikamor niso mogli iti. To, da greš 2-krat na leto na dopust, povprečen človek,
To še kralji niso mogli včasih kakšen dopusti, da ti letiš na drugi konc sveta, da lahko na Facebooku pišeš, kaj si misliš o politikih, pa te ne zaprejo. To nikoli ni bilo, ti si šel v grajsko ječo, pa je bilo konc s tabo. Ne? Tako da vseeno mislim, da imamo dobre stvari, sam se bo treba učiti, se bo treba prilagajati. Sam po drugi strani pa še nikoli toliko depresivnih ljudi, pa tako naprej. Ja, to pa so vrednote. Ne? To pa so vrednote in če se vrnemo k temu, zdaj torej prihaja do velikih sprememb. To so lahko nevarnosti, lahko so pa priložnosti za te tako imenovane pasivne prihodke. Treba pač spremljati, kateri trendi so, recimo samo elektrifikacija, električni avtomobili, kaj to za sabo potegne. To ni samo Tesla, Tesla je stara zgodba. Imamo veliko novih ponudnikov, avtomobilov, ki jih ne poznamo, ampak ne gre se za ponudnika avtomobila samo. Vsi sestavni deli pridejo od nekje, drugače so ti avtomobili zgrajeni. Če se samo na baterije osredotočimo, ne obstaja ena vrsta baterij, ena tehnologija, eni redki materiali, ki se tukaj uporabljajo. Ne obstaja en program, ki z njimi upravlja, ne obstaja en način, kako se jih reciklira ali pa podaljšuje življenjsko dobo. To so stvari, ki se razvijajo in tukaj prihajajo novi ponudniki. To ni tako seksi, pa da bi bili oglasi, ne, wow, novi iPhone prihaja, ampak to so rešitve, ki potem pomenijo stabilno rast v prihodnje. Ker preprosto, ko ugotoviš, kateri so ti ponudniki, lahko da proizvaja eno malo stvar, en čip, ki ga pač rabijo in to je biznis za desetletja. In tu so lahko te velike priložnosti, ker nove tehnologije se širijo bistveno hitreje, kot so se obstoječe tehnologije. No, to delavnico omeniš, ker ravno imate, bom tudi dal opis tega videa, link do te delavnice, tako da, Hvala. mislim, do te, se to imate neke redne delavnice, če To je umetna inteligenca, to je delavnica, tako, imamo delavnice za napredna področja, imamo delavnico za kriptovalute, imamo delavnico za umetno inteligenco, imamo delavnico za spoznavanje trendov, teh, o katerih govorim v gospodarstvu, kako jih prepoznati in tudi katera podjetja so takšna v špici. Delavnica ali webinar? Delavnica. Delavnica. Aha, kaj pa te webinarje imaš pa? Tudi webinari na vse te tematike, da najprej ljudje vidijo, zakaj se gre, potem pa se grejo še konkretno izobraževati. No, se ti mi pošelj vse te linke, pa napiš, kaj je kaj, pa bom jaz objavil, tako da tistega, ki ga to malo bolj zanima, ne gre to pogledati. Odlično. Pa bo. Boš mi dal še do-follow link? Se z YouTubea je no follow najbrž. Če boš na spletni strani, ki je objavil, hec. No, drugače bi pa tole, Martin, počasi zaključila, ker nisem čisto prepričan, koliko bo še baterija zdržala, veš, da nisem čisto polno. Ja. Tako da bi za na konec še kaj dodal, kaj tazga pomembnega, da niso povedala. Ja. Vse življenje hodimo v šolo. Jaz, ko gledam svoje otroke, koliko jim dajo za učiti, pa to ni normalno. Po moje on iz ministrstva, če mu dam za 3. razred, ne bo znal rešiti za zadostno oceno. Filajo nas za vsem živim. Ene stvari pa nam ne povejo. Kako denar ustvarja denar. Vse je moč narediti, zato delati cele dneve, da zaslužiš ta denar, pol ti znamejo skozi davke, da ne bomo zdaj šli koliko, neverjetno največ v zgodovini in od razlikice, ki ti ostane, moraš živeti, moraš vse stroške plačati, pa spet še DDV, pa vse živo. In če ti kaj ostane, da privarčuješ, več ko varčuješ, manj imaš. To je inflacija. Več ko varčuješ, manj imaš. In da rečejo, jaz bi investiral, sem se bojim. Če pa varčujem, pa vsaj vem, kaj imam. Vedno manj imaš. Zato se posvečamo izobraževanju temu, kakšne so opcije v finančnem sistemu, koliko v resnici vam zgodovinsko prinese donosi, kakšni so v resnici stroški, kateri so in katere so druge priložnosti. Če želite imeti bolj svobodno življenje, preprosto si je treba vzeti čas, če že delamo 8 ur na dan, mogoče 2 uri na mesec, da se ukvarjate z možnostmi in priložnosti, ki jih trenutni razvoj ponuja. In jih je ogromno in lahko dejansko situacijo obrnemo sebi v prid. In točno to tematiko imam webinarje Fortuna. Tam se prijavite, boste dobili brezplačne informacije. No, to zdajle, rečemo, ta inflacija je svinjska zadeva za neke starejše ljudi.
Zamisli si ena 80 let staro ženičko, Seveda. šparala je zadnjih 10 let, ima tam nekaj na banki, sicer se tisti najbrž tudi tako in tako ne bi ponucala, ampak računa za otroke, za vnuke in tret. Ampak ona je zdaj v 3 letih izgubila vsaj polovico. Seveda, Vsaj polovico. Vsaj ne. polovico, ja. In mislim, ta inflacija niti ne bi smela biti dovoljena, če me ne vprašaš, ker to je legalna kraja Ja. nekomu, ki ima denar našparan, pa ki se ne znajde, da bi nekam dal. Ne. Ampak prav bi bilo tako, če sem mislim denar zaslužil, pa da ga imam na banki, da imam skozi realno vrednost. Ne obstaja. Ne obstaja. Ne obstaja. In to je to, da rabimo nekaj informacij. Ne, zdaj bi takoj prvi odgovor bil, ja, zlato ali pa srebro, ne. Ampak spet so tukaj pasti. Tako da ni tako enostavno in tudi, če si 80 let star, lahko slišiš informacije, da veš, če grem v to opcijo, bodo še te stvari sledile, ki te jih ne bodo povedali, imaš pa še drugo opcijo. Vedno obstaja druga opcija. In najboljše je, da veš za opcijo, ki jo imajo res bogati. Ker ne moreš verjeti, ampak res bogati imajo vedno boljše, bolj ugodne opcije, z nižjimi stroški in višjimi donosi. In to je klasika. Komu dajo, naprimer, Mercedes najboljši model avto, komu ga podari? Človeku, ko nima denarja, ali komu, ko je ful znan, pa ima ful denarja. Ja, On mu da zastojno avto, ki bi itak lahko kupil. In tako je nažalost tudi v svetu, ko investicij preprosto vedno je za bogate še boljša opcija in to je taka stvar, ki jo pač moramo ugotoviti, da lahko imamo tega tudi koristi. Definitivno je pa nujna stvar, ko se moramo zavedati, še leto, 2 takšnega stanja, kot imamo, pa bo od prihrankov zelo, zelo malo ostalo. Se strinjam. Najlepša hvala, Martin, za tole. Vam hvala za ogled. Tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Pa se bo Martin verjetno čez par mesecev spet dugla pa kaj pametnega povedala. Oziroma ti boš povedal, jaz vam bom spraševal. Z veseljem. Mogoče, Tomaž, samo poveš, da nismo imela popolnoma nobenega dogovora in da je to bilo čisto sproščen pogovor. Jaz sem danes slučajno prišel v Maribor, sem šel intervjuje snemati in sem pa še Martina poklical, ko sem bil tukaj, pa da posnameva, Maribor je zame daleč, skoraj 180 km, tako da... Slovenija velika. Tako da sem pol to izkoristil. Tako da ja, hvala, lepo se imejte, pa se vidimo v kakšnem drugem intervjuju. Hvala tudi z moje strani in da zaključim, kot je sporočilo knjige, najboljše še pride.